važno je priti na cilj, moj cilj je priti na cilj. Ne? Vozičkam, se pravi, čeprav ne hodim, se pa vozim. Ljudje, ohranjajte zdravje, gibajte se, ker ko boste se zakrneli, je gotovo. Guma je bila predrta na obeh in jaz sem vozila celi desetko po felnah, po domače rečeno po felnah. Ker je bil COVID, smisla, sem pa pri televiziji pa gledala tote limonade, pa gledaj, ni časa. Jaz grem fitness, grem plavat, gledaj, in to je to. Jaz sem celi dan kako naj rečem, športam. Štefka Vegan, pozdravljena, živjo! Zdravo, Roblek, zdravo, bosi, ti si, bosi, več ne tečeš, ampak zdaj si v teniskah, ampak glej, vedno dobrodošel, vedno nasmejan, vedno, kako naj rečem, pozitivna oseba. Hvala enako, Štefka, ja, pozorna si, ja, moje noge gledaš, sem še bos, ne toliko kot včasih, res je, ampak danes se ne bova pogovarjala toliko o mojih stopalih, kot pa o tvojem športnem udejstvovanju, namreč, Štefka, kje sem te danes dobil, rekla si, ko so se imela za tale pogovor, da imaš danes na meni še na Pohorje in si že bila tam? Sem bila, sigurno, na Pohorskem leti. Vrhunsko, ali je bilo vroče kaj danes? Ker vroč poletni dan je bil. V Mariboru niti ne, ampak bilo je nekje gori na Pohorju 20 stopinj. To je bistveno bolj se sliši kot 30 v dolini, tako da, evo, vse v dolino, ko prideš, gled, asfalt, jaz pravim, asfalt, to je obijajoče, ampak glede Maribor, to, kar smo fasali, neurje pa to, je, jaz pravim, idealni dan, se pravim, jaz sem bila na morju 35, 38, ko sem prišla v Maribor, sem mislila, da zmrznem. Ko sem bila na nočni desetki, sem mislila, tu bo fajn, tu bo fajt, ne, glej, gore pa to, ampak vročina, glej, tista sopara, se pravim, ampak vendar, glej, ljudje živijo, če imaš eno željo, greš, glej, ne glede, kako vreme je, glej, glavnem je, da uživaš, da si srečen in to je, da imaš tisti cilj, ki si ga želiš. Lepo povedano, Štefka, ja. Na nočni desetki smo vendarle imeli letos malo nižje temperature, kot običajno, tam 13-14, še vsem kar dovolj, moče preveč za marsikoga tudi za tek, ampak nič ne de. Boš povedala še eno štorijo z nočne desetke malo kasneje. Zdajle bi, draga Štefka, če dovoliš, te na hitro predstavil najnemu poslušalstvu v 106. epizodi podcasta Zagret za tek, je z mano, spoštovani in spoštovane, Štefka Vegan iz Maribora. Če ste redni obiskovalci množičnih tekaških prireditev, ste jo prav gotovo že srečali. Lansko leto je zaokrožila 60-letnico, ja, 15 let nazaj, tudi to letos obhaja, pa je zaradi okuženega klopa ohromela, nato pa z obilo dobre volje, obilo trme napredovala do invalidskega vozička, s katerim danes se vozi po svetu. Štefka je vedno nasmejana, večna optimistka, ljudje pa jo poznajo po njeni vztrajnosti, pozitivni naravnanosti in borbi do življenja. Že kot otrok je bila aktivna športnica, pred 5 leti pa se je prvič aktivno udeležila tekaške prireditve, 10 km na Ljubljanskem maratonu, odslej je nepogrešljiva na večini znanih tekaških dogodkov po Sloveniji. Njeni edini cilj je, da pride do cilja. Štefka, kaj še dodava? Ja, kaj še dodava, ne? Jaz pozivam vse, ne? V času COVID-a, glej, ljudje so se polenili, jaz pravim, ljudje so se spremenili, naj grejo mojo pot, jaz sem hroma, v bistvu ni videti, ampak sem na polovico hroma, ampak glej,
ko nekdo vztraja, vztraja. Če ima cilje, ima cilje. Če ima cilj, ga bo dosegel. Vse je v glavi in ljudje. Glejte, spravite se športu, spravite se gibanju, ne posedati, ampak narava je toliko lepa, tek je toliko lep, toliko malo poznamo Slovenije. Jaz sem zdaj spoznala za tem, ogromno stvari, ogromno druženja, kaj ne rečem. Enkratno, no. Jaz se počutim dobro, bilo kam grem na tek, ni važno, ali sem prva ali zadnja, ni važno. Važno je priti na cilj, moj cilj je priti na cilj. Ne? Vozičkam, se pravi, čeprav ne hodim, se pa vozim. Ampak imam voljo, energijo, mogoče malo preveč. Jaz sem gledala smrti v oči, niso vedeli, ali bom preživela ali ne, ampak vendar, glej, sem borec, sem bila, sem in bom. Draga Štefka, začela si že s tem, kakšno je tvoje zdravstveno stanje. Daj mi povej, 15 let mineva od takrat, ko se ti je življenje praktično čez noč postavilo na glavo. Daj, prosim za najino poslušalstvo in gledalstvo, malo piši, kaj se je pravzaprav zgodilo. Jaz še en dan predtem sem bila 30 kilometrov na enem pohodu, na Pohorju. Pohorje je moj hrib, moj drugi dom. Drugi dan se pa zbudila hroma, kako naj rečem, mislim, to je bil šok, to je težko povedati, ne. Ko ti ne moreš, ko te mami kliče, pridi na kavico, pa ti rečeš, ne moram. Ko ona pride pa vidi, pa ne moram verjeti. To so ene take situacije in potem v bolnici, ko ti pa rečejo, ne vemo, glej, sin moj je bil star 23 let, ko so mu rekli, mama bo umrla, kako dolgo bo, 24 ur, če bo preživela, bo. Mislim, to so najtežji trenutki za mojega otroka, za mene ne, ker tako nisem vedela, zakaj se gre, ampak bilo je pa izredno težko. Mislim, v komi, potem, ko se prebudiš, ko vidiš dejansko, jaz pravim, ljudje pravijo, angele ne vidiš, ne, ampak vidiš jih, jaz sem jih videla, no, ampak ne me imeti za blesavo, ampak resnica je to, ko gledaš smrti v oči, ko se boriš se proti temu, to je najtežji trenutek, ampak ko se prebudiš, takrat pa ti neki ego, ko ti povejo, nikoli ne boš hodila, nikoli ne boš sedela, to je pa najtežji udarec. In če si borec, se boriš proti temu in tako, kot sem rekla, jaz sem ponosna, da sem na vozičku. Sem ponosna, to je moj trud, bila je to moja želja in to je bilo 2015, ko sem prvič začela hoditi po stopnicah, 2016 gor in dol in vsak dan prehodim, v bistvu, ker sem vsak dan veni, nimam dvigala, žal je pač tak, ampak to je meni ena fizioterapija, maratoni pa mi je en taki užitek, neverjetno. Že prej sem kolesarila sem po celi Jugoslaviji, kot rečejo, ne, ampak sem plavalec, sem trenirala plavanje in tudi moja generacija, moji otroci, moji nečaki, vsi živijo v športnem duhu, vsi so športniki, priznani športniki, moram reči, športnice, tudi punčke, ampak sem zelo ponosna, ampak vseeno, ne glede, najtežje je pač bilo to, ko ti rečejo, nikoli ne boste več hodili. Ampak jaz sem premagala to oviro, jaz hodim ob opori, ampak ta moja vztrajnost se še ni končala. Ti maratoni mi dajo neverjetno moč, mi dajo eno, kako naj rečem, eno
kot fizioterapija, pa čeprav ljudje ne vidijo, da moje roke ne delajo, noge ne delajo, ker so polovično hrome, ampak vendar Štefka gre dalje, Štefka gre novim ciljem naproti. Super, Štefka, evo, to si v takem optimističnem duhu povedala. Pa kdaj pa se še malo vrniti, se pravi, k tvoji bolezni, ja, ti si bila neko aktivna, bila si zaposlena. Vodja prodaje, vodja marketinga v največji tovarni v Mariboru, to je tovarna avtomobilov, ki pač je propadla, žal mi je, gledam jo tu skozi okno. To mi je najtežji trenutek bil, ampak vendar. Ampak jaz v moji službi, čeprav je to služba bila za moške, jaz sem ženska, jaz mašine znam popravljati. Tako da veste, kdo ima mašino hin, lahko Štefko pokliče. Evo, tega v tebi še nismo vedeli, Štefka. Evo, super, ja, imela si kariero, odraslega sina že urejeno življenje, no in potem pa diagnoza polioneuropatija tetrapereza, ki ni bi bila posledica, to se pravi, to je okvara živčevja, ja, posledica pa praktično okuženega klopa, ki si ga nekje dobila. Ja. Tako, takrat, ko se je meni to zgodilo, sem bila tik pred tem, da odprem svojo firmo, ampak žal zgodilo se je to. Vem, imela sem nemške partnerje, kateri so takoj podpisali sodelovanje. Jaz vem, da moja firma bi delala šus bomba v Sloveniji, ampak glej, zgodi se, ampak jaz vsakemu pravim, živi danes za jutri, ker ne veš, kaj te čaka jutri. Uživajte ljudje življenje, uživajte ga, zajemajte ga z veliko žlico, ker jutri se lahko zgodi marsikaj, tako kot se je meni. Jaz sem bila v bolnici, so mi rekli, meni osebno ni, gospa je zdrava, tako kot mojemu sinu, a mojemu sinu vsak dan, če bo preživela noč. A je to življenje? Ni. Ampak če si borec, si borec. Glej, isto je na maratonih, glej, eni pretiravajo, eni želijo se dokazati, glej, jaz grem, ne, ampak vidim, ko ljudje padajo, ko se marsikaj zgodi, me srce zaboli, ne pretiravaj, glej, koliko zmoreš, zmoreš, če ne zmoreš, odnehaj, ampak ne pretiravati, glej, šport je šport, vzami ga, glej, da ga imaš resnično rad, da uživaš v tem. Jaz uživam, mrzim pa take ljudi, ki, kako naj rečem, ki grejo na čas, glej, pa dobesedno, glej, kot da te ne vidijo, da si na vozičku, pa toliko, da te ne pošljejo nekam, ne, to si jaz tudi doživela, ampak vendar. Glej, moj cilj je priti do cilja. Štefka, evo, in ti si bila zmeraj odločena, no, ko si imela to diagnozo, ko si bila praktično hroma. Koliko časa je trajala v bistvu pri tebi rehabilitacija, ki je bila po svoje kar neverjetna, da si prišla iz postelje, potem delno gibajoča, pa vendarle na voziček in postala mobilna? Mene v Soči se bila vsega skupaj, če preštejem dneve, mesece, mogoče 3-4 mesece, ker to te odpustijo, pa spet prideš, ti dajo rehabilitacijo, zdaj več ne, ker ti napišejo v primeru poslabšanja. 5 let sem bila nepokretna v postelji, ko mi je umrla mami, je to bil najhujši udarec, ostala sem sama. Moja mama je imela raka, hranila sem jo z mojimi rokami, ki niso zmogle ni žlice. Mislim, ne želim povedati, kako je bilo to, kako je izgledalo, ampak vendar, od takrat se moje življenje spremenilo, pustila sem tablete, ker dobesedno te zadrogirajo, in takrat sem jaz začela. Kak je meni prvi pes se premaknil na nogi, sem rekla, Štefka, zdaj pa začni. In sem začela vsak dan, počasi, korak za korakom. In sem ponosna na to,
da sem to, kaj sem, pa čeprav sem na vozičku, mogoče živim lepše življenje kot tisti, ko niso. Čisto odkrito, jaz ga živim res, mogoče imam ene ovire, nimam dvigala, moram iti peš, vem, da je to težko, ampak vem, to mi je ena terapija, ampak vem pa, da mi bo tudi uspelo priti do dvigala. Jaz vem. Bravo. Zdaj, kakšno je trenutno tvoje zdravstveno stanje, se lahko še izboljša, namreč zdaj si mobilna s pomočjo vozička, s pomočjo rok se nekako tudi uspeš po teh stopnicah, kot si dejala, vsak dan spraviti iz stanovanja iz tretjega nadstropja v pritličje in potem na voziček in tako naprej. Je še kakšna možnost izboljšave, da bi kdaj pa vendarle normalno, kaj pa vem, hodila in se gibala? To se za naše zdravnike misija nemogoče, že da hodim po stopnicah. V tujini na Dunaju, sem bila tudi misija nemogoče, glede na diagnozo, ampak niso mogli verjeti, da je to možno, da sem toliko napredovala. Moji zdravniki pravijo, ne, stanje je isto, ampak pri njih, ker pač grem v Avstrijo, oni pa mene spremljajo preko EMG-ja, pa vidijo uspehe, vidijo dejansko vsak maraton meni prinese 2%, 3% izboljšanje stanja. Bravo. Se pravi, še neki maratonov, pa bomo dobili Štefko Vegan, ki se bo umerila tudi. Letela, Mirka. To je odlično slišati, ampak nekaj mi še povej, no, te rehabilitacije so fizično dokaj zahtevne. Me pa zanima, vendarle, če so ti v tem času ponudili tudi kakšno mentalno pomoč, kakšnega psihologa, spoprijemati se recimo s takim spremembo življenja, pa s tako diagnozo vendarle ni lahko. Si imela kakšno strokovno pomoč ali si bila bolj odvisna od sebe pa od svojih bližnjih? Ne. Nobene pomoči, ampak pravijo, ko človek gleda smrti v oči, se spremeni. Moje življenje se je spremenilo. Jaz imam preveč energije, to mi zdravniki pravijo, vsi, ampak meni ta energija pozitiva izžareva in pač spremenilo se je res, kako naj rečem, v pozitivno smer. Jaz sem vedno dobrovoljček bom in bom ostala taka, kot sem. Jaz ne bom žalostna, mogoče bom en dan, ampak to prebaviš, pa greš naprej, pa si rečeš, življenje teče naprej. Enkrat si bila na takem, ampak mene to vodi in meni je to vodilo naprej in vsakega spodbujam, kjer je obupan, bilo kaj, mu dajem neko podporo. Pa mi vsak reče, to bi jaz bil tak. Ja, glej, vse je v glavi. Glej, ne reči, da ne moraš, zmoraš, ampak to moraš ti razčistiti v tvoji glavi. Tako ti je tek, tako ti je recimo vozičkanje, tako ti jaz vozičkam, pa ti si frajka. Ne, nisem. Glej, ti lahko isto si na vozičku, isto probaj, poskušaj. Danes 10 metrov, drugi dan 20, 30, nekam boš prišla. Tako sem jaz prišla. Jaz vem, prvi moj maraton v Ljubljani, ko je bil, ko sem mislila, da sem iz kakšne bolnice prišla, tega ne v življenju pozabila, dok nisem totemu varnostniku pokazala startne številke, pa še te ni mogla verjeti. Ampak res svaka čast Jankoviču, neko je rekel, ti si prva ženska, jaz te bom čakal na cilju, da prideš, srečno pot, prva ženska ljubljanskega maratona, ki gre na vozičku. Tega nam življenje pozabila, življenje bilo je toliko lepo vzdušje,
enkratno. Ampak, povej mi, Štefka, evo, zdaj, rekla si, rabila si kar nekaj let, da si prišla na voziček, potem se gibala meter po meter. Od kje in kje je v tebi zrasla odločitev, da zdaj greš pa na neko tekaško tekmovanje se pomeriti? Vendarle je to kar velik korak. Pa kar nekaj rabiš potem poguma in kondicije, če so že pri tem. Ja, rabiš pogum, rabiš kondicijo. Jaz sem takrat začela 4 ure na dan telovaditi. Meni to ni bilo problem, ko si navajen športnega življenja. Jaz sem kolesarila tudi 200 km, 500, 1000, ni problem, ampak nekako te nosi ta športni duh, da nekaj iščeš, kaj bi zdaj, ko si na vozičku, kaj bi. Mene je vedno narava pritegnila, ker sem hodila ogromno po Pohorju. Pohorje je moj hrib, pravi še vedno, ne. Nimam pa nekoga, da bi mu rekla, idi tja po gobe na moje štantle, ampak to ostane, to nekaj ostane. Ne znam povedati, meni je dalo tako motivacijo, samo da sem se rešila zdravil, ker zdravila, tako ko sem mogla jemati, ko so predpisali, sem odvrgla čisto vse. Nihče ni vedel, potem sem povedala mojemu zdravniku, nevrologu, veste kaj pa če jaz zdravila ne jem, kaj se bo zgodilo, ne? Pravi, ne takoj, in ko povem, da pol leta ne jem zdravil, ga je skoraj kap. Res, in to je bilo moja rešitev, moja, kako naj rečem, rešitev res, da sem to, kaj sem. Bravo. Se pravi, si zdravniku potem morda poslala fotografijo tebe z medaljo iz cilja maratona, ne? Da smo pokazala, kaj vse je možno. Ne, on je mene sam videl in spremljal. Bravo. On je mene spremljal, on je mene videl po Mariboru in rekel pa, Štefka, jaz te pozdravljam, ti pa nič. Ja, sem rekel, ne, jaz moram ta gledati, da na lutlo trofim, da me ne vrže, ne. Ampak vendar, ja, tako je, žal. Maribor je nedostopen, tako so rekla, mogoče so zdaj, je naredil župan eno cesto, tukaj sem jaz doma do polovice, ampak ne do konca. Ampak ja, vseeno grem vsak dan v mesto in nazaj, to je meni bomba. Res. Super. Zdravniki pa, to je tak, ne, odpišejo te, glej, ti si spravijo te na voziček, najhujše, najbolj pa boli, ko greš za voziček, da toliko komplicirajo za voziček, katerega ti potrebuješ, po tvoji želji ti ga ne dajo. To pa mene boli, ampak jaz imam jezik, jaz grem dalje, pa če je treba Bruselj. Bila sem v Bruslju, ko je bil sprejem tega zakona o dostopnosti invalidov in to je zdaj zakon, ki je sprejet in mora veljati začeti 2025. Kaj govori ta zakon, recimo, kakšne spremembe uvaja? Zakon govori, da vsak invalid mora imeti dostop do vseh prireditev, do vsega, kaj se dogaja, on mora imeti dostop, če ga nima, ga mora organizator prilagoditi njemu. Razumem. No, bomo spremljali. Zakon o dostopnosti invalidnih oseb, ki je sprejet v Bruslju 2016. Jaz sem bila tu, jaz sem bila na tej predstavitvi, to mi je bila ena čast, na to sem ponosna. Takrat se je meni toliko izboljšalo, se pravi, to so ene stvari, ki je lahko debata dan in noč, za vsako leto posebej, res.
Za vsako leto posebej. Zato pa pravim, ljudje, ohranjajte zdravje, gibajte se, ker ko boste se zakrneli, je gotovo. Jaz vem, jaz sem 5 let ležala, jaz vem, kaj to pomeni, oziroma ne 5 let, ampak 7. Vem, kaj to pomeni, vem, ko te zakrnijo udi, vem to spraviti v neko uravnovesje. Jaz vem, da mogoče v navednicah želja mi je, da hodim, naredim 3-4 korake, pa vendar vem, moje noge so mrtve, moje noge gibajo, ampak občutka ni dotika, ne čutim. Isto moje roke, to nišče ne ve. Redko kateri, ki vedo to, da sem jaz dejansko pol hroma in vozim maratone. To je res neverjetno. Jaz sem te hotel ravno vprašati, ti si šla pol na prvi maraton, ko si se prijavila pri organizatorju, so oni vedeli, da si ti na vozičku, si imela kakšne težave pri prijavi ali so te dobrodošlo pa sprejeli? Ne, jaz sem se prijavila, ampak že predtem je bila ena novinarka, ki je pisala o tem, prišla k meni in je rekla pač, da bi me rada spremljala, ne, ker je pač to prvi maraton, ampak nisem imela probleme glede prijave, imela sem pa probleme, ko sem prišla na štart, ker sem mislila, da se mi je vtrgalo, da sem prišla iz norišnice ali sem prišla iz bolnice, bolj potem jaz dam jakno narazen, pa kažem. Glej, jaz imam štartno številko, vem, en varnostnik, ne, niso me pustili v štartno cono. Zanimivo. Ampak si ga prepričala potem. Takrat so me spustili, potem pa je prišel še Zoki Jankovič, pa reče, eto, zdaj vidim prvo žensko, gospa, kako vam je ime, jaz povem, pa pravi, prva ženska, ki bo vozila maraton. Ja, pa kaj, probala bom, če bo, če ne. Je rekel, jaz vas čakam na cilju in to je bilo čista resnica. Oni varnostnik, pa če ne bi bilo te novinarke, ne vem, oni mislijo, da sem jaz tupa v glavi, res. Vse potem se je prišel opravičiti, rekel, gospa, jaz se opravičujem, ampak gledajte, vi ste na vozičku, pa jaz mislim, da ste iz psihiatrije prišli, pa se zamintali. Kako težka pa je bila potem ta dirka zate? No, vendarle, to je bila tekma, tle si morala poganjati pač na vso moč, 10 km, ni tako malo, posebej, če so vmes še vzponi, klanci in tako naprej. Kako je izgledalo? Si imela kakšno krizo, težave vmes? Ne, najhujše mi je bilo, ko sem videla, meni je šlo okej. Jaz sem imela takrat čas 1:29, to se tako spomnim. Ampak najhujše pa mi je bilo, ko sem videla, da ljudje ležijo ob cesti. Pa sem si mislila, pa ljubi Bog, kaj pa je to? Pridem na cilj, na kongresnega, vsi ležijo, ja, pa to je, ne? Potem pride ta novinarka, pa pravim, pa kaj je to? Mislim, ljudje bruhajo ob cesti, pa kaj je to tako hudo? Kaj, če oni tečejo, če pa meni na vozičku nič ni, ne? In ona pač pove, da eni pretiravajo, ne, se hočejo izkazati in da so to krči in tako dalje. Sem rekla, glej, moje roke, kaj pa moje roke? Glej, krvave so od žuljev, ampak glej, jaz sem prišla na cilj. Vrhunsko. To je bil moj cilj, priti do cilja. Kakšni so bili občutki? Ja, kakšni so bili občutki tvoje prve zaključene dirke, pa tiste medalje, ko si ti je pol dalo v hrbtu? To je tak, mislim, to je ena taka spodbuda za naprej, Štefka, idi dalje, idi, trudi se, glej, to je ena taka motivacija, vsak maraton, vsak tek je ena motivacija, en cilj, ki si ga ti zadaš, saj jaz si ga zadam, ampak ne tečem na čas, ampak tečem z tistim, da uživam.
To je najbolj pomembno, da ti v teku uživaš, ne pa na silo. In jaz vem tu na Ljubljanskem maratonu, prvič, ko je bilo, ko so mene videli, da prijem na cilj, je bilo to vzdušje neverjetno, res, to moram reči, neverjetno, spodbujajo so me na poti, svaka čast, to vem, to je bila vsaka druga beseda, svaka čast, ampak jaz pravim, človek, kako to sprejema, jaz sem to sprejemala z tako energijo. Jaz, ko sem prišla drugi dan z televizije, me kliče ob 7 zjutraj, da pridejo, jaz pravim, pa čakajte, naj si spočinem, pa pravijo, ne, mi moramo biti prvi, pa dobro, pa te pridi, no, ampak vseeno, bilo je prečudovito, to je taki feeling, taki občutek, to je težko razložiti. To je tako prijetno, da si zmagovalec nad sabo, kljub taki, kako naj rečem, nepokretnosti, da si na vozičku, da priješ na cilj, je to zmaga, najslajša zmaga. Kako so pa so tekačice sprejeli tebe na progi, recimo, tisti, ki so bili pred tabo, za tabo? Na začetku je bilo malo čudno, vsi so me gledali, ampak dobro, vsi so rekli, bravo, gospa, bravo, na cilju neverjetni sprejem, res, vsak, ki je prišel, roka, bravo, neverjetno, res, to vzdušje, pa se pravim, ta prvi maraton, ki je bil, imam tudi na YouTubu, to je bilo tako vzdušje, neverjetno, to ne moreš verjeti, oni so me sprejeli dejansko, prvo na začetku, pa ti si nora, glej, ženska na vozičku gre na maraton, ker jaz paraplegik nisem, ker jaz sem tetraparetik, ker paraplegiki me pač nočejo sprejeti, ker pač ni to poškodba, ampak, glej, ne komentiram tega, ker smo zdaj v enem, kako naj rečem, ali me bojo sprejeli ali ne, to je zdaj pač stvar ministrstva, ampak jaz se ne predajam, jaz sem borec in se bom borila za svoje pravice vedno. Je pa ena stvar res, da odkar sem invalid, da sem pa, kako naj rečem, študent prava za invalide. Bravo. No, Štefka, bravo, vidiš, moče bo tudi po tvoji zaslugi kakšna stvar se na tem področju premaknila v pozitivno smer. Je že. Bravo. Ne ena, ampak več. Jaz pišem na državni zbor, pišem poslancem, kaj me moti, kjer zakon pride, jaz vem svoje občutke, ko se je šlo za mojo invalidnost, da meni nekdo napiše, invalidnina ni utemeljena, jaz pa nepokretna, do vratu, sorry. Stvari se počasi premikajo. Tako, ja, držimo pesti za to, ja, ampak če se vrnemo k teku po tej 10, kot si rekla, si bila tako navdušena, si se potem odločila, da naslednje leto pa kar 21 kilometrov, ali kako? Ja, takrat sem rekla, zdaj je bila 10, potem pa 21. In se šla 21, ko res svaka čast, noben ni mogel verjeti, še zalo kar, zdaj tako že frenzi, ampak niso mogli verjeti, dela se spremstvo, ni da ni od policije do reševalcev, pa se meni nič ni, pa kaj je z vami, alo, pustite me, da vozim normalno, ampak res, bilo je čudovito, prva 21, enkratna, fantastična, res. 42 kilometrov sem probala, ampak zdaj ne bom povedala, kje, ker to so se mi smejali vsi,
tam v timingu, ne, ker jaz sem šla virtualnega, Tako, ampak to smo videli, ja. glede na to, da Maribor je za gibalno ovirane, so semafori, so pločniki, niso prirejeni, ampak Štefka je našla prostor, ker je šla 42 kilometrov. Zdaj, kje je ta prostor, praviš, da bo ostalo skrivnost, ne? 5 ur 27 minut, kjer imela sem največ gledalcev. Če me vprašaš, kje? Na pokopališču. Joj, ja, bravo. No, našla si ta pravi poligon za maraton na pokopališču. No, to pa je zgodba. To pa je zgodba. Kako narediti virtualni maraton na Britonfu? Mi smo med korona delali marsikaj, pa laufali okrog Bajte, pa laufali v Bajti in podobno. No, ti si najdla pa še bolj ekskluzivno lokacijo in naredila svoj virtualni maraton. Kdaj, Štefka, bo šla pa na svoj pravi, uradni maraton na dirko? Mislim, da bo to letošnji ljubljanski, ali pa bo istrski, nekaj bo, ali pa mogoče želim si pač iti moja želja je Barcelona, ne, glej, ali pa Valencija, ker pač jaz sem hodila tja na dopust, rada bi obiskala prijatelje, glej, to mi je taka želja, res iti tja, ampak to moraš imeti posebna dovoljenja, ne vem, kaj moraš imeti vse. Berlinski maraton, recimo Dunajskega, sem se prijavila, so mi rekli, da mi ne morejo zagotoviti varnosti, zato ker pač nisem jaz tisti, jaz sem nekje vmes. Ne, jaz nimam kategorije, ne. Drugi imajo, paraplegiki imajo, jaz je nimam. In jaz moram iti med temi tekači, ne. In oni so meni rekli, da mi ne morejo zagotoviti varnosti. Medtem, ko sem pisala v London, so rekli, da sem dobrodošla, potem Barcelona, to mi rihta eden kolega, da bi šla, ali je že bil, vse sploh ne vem. Palmanova, glej, poznam te maratone, to mi je taka želja iti, ampak glej, prevoz je problem, ne. Jaz sem le invalid, to je največji problem, prevoz. No, povedali si, kam bi si želela iti? Jaz sem predlani 30 maratonov šla. 30 maratonov v enem letu. 15,000 kilometrov na Stravi, to lahko vsak vidi. Dobila sem darilo od totih, kaj že, toti Aldone, ali kaj je, ko je toti iz Strave, so me res presenetile, res vsaka en čast. Drugače pa v Sloveniji, kaj se tiče invalidov, ni tistega feelinga, ali te nagradijo, ali te pohvalijo, ali ti dajo nekaj. Redko kateri, res, redko kateri, ampak mene to ne gane, jaz ne pričakujem, da dobim kaj, ampak ni to tako, ko je v tujini. Recimo Rečani iz Reke, vem, da se letos dobimo tukaj na semišču, jaz bom 4 dni tam, se dobimo, glej, in sem jim obljubila, da grem na njihov maraton in to je 42 kilometrov. Noro. Noro, no, Štefka, bomo držali pesti, pa spremljali, seveda, ne. Rekla si 30 tekaških dirk si dala in leto skozi, to je veliko, se pravi, si praktično, odkar si potem začela prisotna na vseh večjih ali pa tudi manjših tekaških prireditvah po Sloveniji, drži? Ja. Recimo zdaj septembra, vsaki vikend, od Konjiški maraton, čakaj, kaj še je, Espano, to imam urnik, jaz imam urnik, ker si pišem, ne, ampak moram reči, da hvala organizatorjem, da me oprostijo plačila startnine, ker drugače sem na beraški palci, po domače rečeno. Hvala tudi Bledo, Nočni desetki, Igoru,
res, njemu poklon dol, res, res. Svaka čast, tudi tam, kjer sem bivala, svaka čast, lastniku, ne smem delati reklame, tam smo bili večinoma Mariborčani, res, imeli smo se super, edino kaj, pač tukaj so nas ven ob 10, ampak vseeno, ne, ampak, glej, bilo je lepo, čudovito. Bravo, vidiš, to je lepo, to je lepo slišati. Glej, jaz sem hodila smučat, glej, na Vogel gor, to je bilo meni najlepše smučišče, bo in še vedno imam željo, glej, sicer smučam, ampak na tistem, ko je prilagojeno, na Rogli, veš, imajo taki pripomoček, da ti se sedeš po voziček, pa voziš. Bravo. Si videl to? Videl sem že, ja, na posnetkih, ja, v živo še ne, no, priznam. Ja, no, me veseli, ja, da se ukvarjaš tudi s smučarjem. Štefka, ja, še tam bo začela tekmovati, noro, konkurenca se že... Jaz nekje sigurno, pa čeprav sem omika, ampak glej, nekaj moraš začeti pa končati. Glede na to, koliko tekaških prireditev si dala že skozi v Sloveniji, povej mi, imaš kakšne zanimive zgodbe z teh dogodivščin, kje ti je bilo morda najtežje, kje ti je morda najlepše, pa se vsakič znova z veseljem vračaš? Najlepše mi je sigurno Bled, Blejsko jezero, gledaj, to je prvo. Potem je Istrski maraton, Radenci, Triglav tek, sicer so tam 2 spona, ampak narava glede na to, tam je 2 hriba, ampak glej, gre, ker pač povem organizatorju, pač tam je treba pomagati, ker tam ni šans, da prijem gor, ker je kamenje skale, ampak kar se tiče nočnih tekov, je pa Bled prva klasa, to tudi z predsednikom Pahorjem, on tudi pravi prva klasa, tako kot Istrski maraton, vse drugo pa je že, čakaj, kako reče on, komercializirano, mi dejansko štartnino plačaš za tujce, da oni zaslužijo, to ni užitek, to ni tisto, tako kot je ti teki istrski, Blejska 10, tu se ne tečeš za keš. Ti tečeš užitka in to je meni, lej, to ti more biti užitek, ne pa tekma. No, ampak imaš pa neko posebno zgodbo, jaz nisem vedel, to si mi še zadnjič povedala in sem prav šokiran, prav iz naše nočne 10, takrat vem, videl sem te na štartu, potem še na 6. kilometru, izgledalo je, kot da se zelo trudiš, da trpiš, ampak imela si poseben hendikep, poleg vsega še na Bledu, no? Povej mi, kaj se je pravzaprav zgodilo? Glej, dobila sem novi voziček in rekli so mi, maratonke, to je za tebe, gume na vozičku. In jaz sem vozila po felnah, kako vi rečete, ne znam. Guma je bila predrta na obeh in jaz sem vozila celi 10 po felnah, po domače rečeno po felnah. Hvala Bogu, da so še mi tudi spremljevalci se svetli, ker ne vem, če bi vlukto trofla, po mojem kola odpade, res. Pa kljub vsemu, to je moglo biti noro, naporno, no? Se niso mes rekla... Zelo, to pa mi je bila ena izmed najtežjih, noro. Moje roke, ampak interesantno, roke me sploh niso drugi dan bolele, ker drugi dan se šla nazaj na morje, ker jaz iz morja prišla na 10, potem pa iz 10 še šla nazaj na morje, ampak roke me niso bolele, ne, ampak voziček pa ne menimo se, kole, zvite, ko šajtrga. Mislim, ta
platišča, po katerih se je težko. Glej, Marko, pa še čas ni bil slabi, ne? Po 2 uri, ne? Pa če misliš, glej, ja, ne morem si zamisliti, no. Mislim, to je bilo res noro. Ja, če bi jaz takrat videl, da se voziš po platiščih, po feltnah, praktično s praznimi gumami, ja, bi ti dejansko še kakšnega prostovoljca poslal, da bi ti pomagal v klancu, ampak sama si rekla, ne, jaz sem morala to sama narediti in do konca z lastnimi močmi, kar je posebej spoštovane vredno, tako da na tem mestu ti še enkrat čestitam, bravo, Štefka, tega prav gotovo ni sposoben vsak, marsikdo. Ne postim, če se podam nekam, tako sem rekla, meni je cilj priti do cilja. Meni ni važen čas, ampak to pa mi je bilo res, ker je bilo vroče, hvala Bogu, da si imela rokavice gori, ker drugače rokavic ne bi imela, ne vem. Noro. Pa imaš kdaj na kakšni tekmi tudi spremljevalca, ki ti pomaga moče na kakšnih težkih odsekih, pa čez kakšne pločnike ali pa kaj podobnega? Ne, vedno organizatora opozorim, da sem invalidna oseba, imam, da me pripeljejo kot spremljevalec, osebni asistent, ampak z mano jaz grem vedno sama. Osebni asistent pa že, če teče za sebe. Jaz nočem, da mi nekdo pomaga, jaz hočem to sama. Noro. Jaz sem se prijavila in jaz hočem prevoziti to sama z mojimi močmi, pa če bo to 5 ur, bo 5 ur, ni važno čas, ni važno mesto, važno je tisto priti do cilja. In to je moj moto, moj cilj je priti do cilja. Ni važno, kdo si, z srcem tečemo vsi, pravijo, ne? Bravo, Štefka. Za tabo vidim celo steno ovešeno z medaljami. Koliko tekaških prireditev si zdaj že dala skozi? Jih imaš morda preštete? Čez 500. Čez 500? Ja. To si jih nabirala po Sloveniji ali še kje drugje? V tujini tudi, v Avstriji. V Avstriji, bravo. Zdaj, rekla si, maraton je tvoj cilj, no zdaj sem se spomnil, da te nisem vprašal pri onem virtualnem maratonu na Pokopališču 5 ur pa pol. Kako je pa to izgledalo? So te ljudje spraševali morda, kaj počneš, zakaj se 5 ur tam voziš? Veš kaj, bilo je prazno, ker je bil COVID, pa nikoga ni bilo. Si imela samo reči, ne gibne. Samo oni pod zemljo, potem pa, ko so šla nazaj, mislim, ko so vozila, pa pride še en, ki je laufal, ne? Pa se pozdravima, pa se začne meniti, pa on pravi tudi, da virtualnega laufa, ljubljanskega, ne, se reka, da še malo končam, ne? Je rekel, da sem komaj začel, pa tu je najbolj prazno, največji vir, pa ni ovir, pa vse je ravno, ne? Potem smo se smejala, ko nora, res. Se reka, veš, pa največ gledalcev mama. Sicer ne navijajo tako na glas, no, ampak so pa... Ja, niso, ne, ampak vir je bil, glej, pa šlo je, ne? 20, ne nikoli pozabila, 42 kilometrov, glej. Kako je pa to izgledalo, si rekla, zdaj ima že po 10 ali pa po 21, ki dobiš žulje, je kar naporno. Kako si pa tule prenesla 5 ur pa pol pogajanja? Je bilo vseeno kakšna kriza, morda maratonski zid, ki ga pač tekači običajno doživljamo tam po 30 km? Nič od tega? Nič. Jaz sem bila toliko pripravljena, jaz le vsak dan prevozim, jaz mesečno prevozim 700 kilometrov. To ni malo, gledaj, 700, 800, odvisno, kak je, ampak meni ni bilo takrat smisla, bo kriza, ne bo, ampak na koncu, ne, koliko je že kilometrov, ne, to čakaš, da končaš, ne, ampak bilo je pa, hitro je minilo, no, to je dejansko 40 do 50 tisoč obratov na rokah, na kolesu, ko poganjaš, ne, to ni malo, ne. Drugi mislijo, da je to lahko, ampak ni.
to poganjanje, to moraš imeti moč v rokah, vzdrževati, ohranjati to kondicijo, tako kondicijo kot oni, ko tečejo, tako kot mi, ki smo na vozičku, pač moraš z rokami delati. Moje roke so sicer na pol hrome, ampak moja moč v rokah je pa neverjetna, bila je -4, zdaj je 27. Bravo. In sem jaz zmagovalec. Jaz vem, če ne bi teh maratonov začela voziti, ne vem, ki bi bila, no, res. Tu sem se našla, no, se pravi, čeprav nekateri ne želijo, da si prisoten, ampak jaz take odpikam, glej. Toliko tekaških prireditev je že za tabo, zdaj si že veteranka, zaščitni znak praktično vseh teh dogodkov. Dala si skozi najbrž tudi različne pogoje teh prireditev. Mi da se veliko pogovarja zdaj o tehniki pa o vozičku, ampak tudi na te vpliva recimo pa vreme, vročina, dež, spolzek, teren, če smo že pri temu, mokrota in tako naprej, dovajanje energije, ki jo rabiš pa tekočin. Kako se pa s tem spoprijemaš? Kakšne so pa tvoje recimo težave, ki jih imaš recimo v hladnem, v deževnem vremenu recimo? Meni to osebno povedano v Ljubljani, da je bilo to čakaj 2019, ko je deževalo, glej, ko da iz Empera vliva vodo, vem, da je prišla policija, pa so mi rekli, da me peljejo, sem rekla, ne, niti pod razno, pri 18. sem, 3 kilometre bom zmogla, jaz sem bila mokra kot cucek, ampak mene to ne moti, ker jaz imam tako opremo, jaz imam v rukzaku vse, če bo dež, če je vročina, se oblečem tako, da samo hlače dol, kratke hlače, jaz sem pripravljena na vse to, vzdržim, ker sem navajena tega, jaz sem navajena, ker sem bila športnik in se pravim, meni to ni problem, vročina, glej, pa če bo 50, ni problem. Jaz sem v Španiji bila, pa je bilo 45, pa meni ni bil problem. Drugi so crkavali, Štefka pa je šla. Bravo, Štefka, no, potem si kot naročena, kot tista, ki so jim maratoni, tekaški maratoni praktično pisani na kožo, kjerkoli že. Zdaj letos, rekla si v planu, imaš vsak vikend neko dirko, kar na trpan urnik pravzaprav, 15 kilometrov na leto narediš, se pravi, ko na dan si rekla, narediš toliko in toliko kilometrov, praktično ciljno ne treniraš, ampak že s tem, ko se premikaš po mestu, ko hodiš okrog, se voziš okrog, praktično nabiraš kondicijo in kilometre za svoje dirke. Ja, to je res. Jaz sem Mariborčan, mene poznajo, ampak problem je, pridi sem, potem pa se zalutaš, glej, ogromno privatnikov, ogromno prijateljev, sladoledari, glej, pridi, pojej sladoled, ampak moram se izmikati temu, najraje pa grem na Pohorje, to pa mi je, ali pa prek Dravskega mostu, Stari most, to je pa moja relacija res od doma do mesta in nazaj, to pa me ne boš dobil na avtobus, razen če grmi, to je najhujše za mene, ampak nisem jaz nikoli tekla. To moram povedati. Jaz sem plavalec, sem trener plavanja, učitelj plavanja, učila sem otroke v Punatu, bila sem v teh kolonijah. Nikoli pa kot tek, nikoli hoja, ampak tek pa ne, mogoče zdaj, ker tu sem se našla, pač ker sem na vozičku, ne morem teči, imam to pa smučanje, ostalo pa me ne privabi, kaj se tiče invalidskih športov, ne vem, kako streljanje ali pa kaj takega. Ne, bolj uživam v tem v naravi, ker v tem sem odraščala, v tem sem uživala tudi,
kolesarila, ko sem po Jadranski magistrali, glej, do Splita, dol, to je bilo nepopisno. Mislim, to so dogodivščine, Italija, Lignano, fantazija, no. Super. Tako kot je zdaj Pohorje mogoče, ampak mogoče je zanemarjeno malo bolj, ampak vendar, to je moj kraj, moje mesto, pravim. Isto Bled, Bled mi je všeč, grem okoli jezera, recimo pred 10 sem šel okoli jezera, tako da si že naredila 10 skoraj, ne. Stefka, daj mi povej, prosim, ja, v tujini si bila, rekla veliko, a imaš kakšne najljubša dirka v tujini, v Avstriji mogoče, v Italiji, kjerkoli si že bila, najljubša tekaška dirka, kjer si bila, pa se ti je zgodil, kaj je zanimivega? Meni je bilo najlepše Palmanova, Palinc. Prav, lepa, dobra izbira. Kakšen pa je tvoj, recimo, čisto za hec, no, se vem, da ti rezultati ne pomenijo veliko, ampak vseeno, osebni rekord, recimo na 21 kilometrov, kje si ga postavila? Meni je izpod 3. Imaš priljubljeno progo, kjer se to da odpeljati? Meni je to manjkalo v Radencih, glej, če ne bi bilo tega šodra, bi bilo izpod 3. Tako Borutu, Pahoru, njemu pa 1,45. Da se nekaj, bomo skup tekla, pa bomo dosegla. No, predsednika Pahorja vem, da že dolgo poznaš, že izpred tekaških časov, no. Mogoče zgodba še o tem. Recimo, kje si Boruta Pahorja spoznala? Poznala si ga že menda prej, preden sta se na tekih dobivala, vem, da si bila pri njem, tudi potem v predsedniški palači, na tekih se večkrat slikata skupaj. Imata kar neko tako pristno prijateljstvo, ali kako? Ja, tako je. Mi se poznamo že par let. On je dejansko, moj sin je živel v kraju, kjer je bila njegova mama. In ona dva sta hodila na nanos, in od takrat se mi poznamo, ampak se pravim, on vedno, ko prijem na maraton, najlepše mi je, pa čeprav je predsednik, se poznamo, on bo vedno mene poiskal, vedno bo prišel k meni in vedno bo šel 100 metrov z mano. Bravo. To mi je najlepše. Najbolj žal mi je pa, ker mi je obljubil letos 10, ampak sem rekel, ta teden, ko grem k njemu, moraš to povedati, ja. Se je par dni pred tem uradno upravičil, tako da, pa obljubil, da spet ne pride. Se je Igor rekel, ne, ampak vseeno, ne, glede na to, on ima želje, on je rekel, ko ne bo več, je rekel, potem grem na vse teke, tako ti, sem rekla, to pa me zanima, ne. Res me zanima. Meni je pa želja iti preko Slovenije, ne. Tako sta šla vidva z Lukejem, ne, in rekel, samo to ni za tebe, ker so hribi, ne. Sem rekla, ampak jaz bom tako etapo zbirala, recimo štartala bom Slovenj Maribor, 50-60 kilometrov vsak dan, da grem čez celo Slovenijo v roku 5-7 dni. Sigurno. To je moj cilj in to je moja želja. Imam sponzorje, ki me podperejo, tako da res imam 2 tekača, ki bosta šla z mano, eden spride zadaj zaradi varnosti, ne, ker niso prilagojena cestišča, vse posod za kolesarje ali za invalide, niso pločniki urejeni, pač moraš iti po cesti, ampak dobro je, da en gre od zadaj, en pa od spredaj in tako se ti počutiš varno. Super. In to je moj cilj, res. Jaz bi šla v Španijo z vozičkom, če do Italije bi še prišla, do Verone, mogoče do Genove, potem dalje pa se več ne bi upala, ker je ta mafija, to sem bila, ampak si ne upam. Ker poznam Francijo, poznam celo Španijo, mogoče bi šla po tisti Azurni obali, ampak ni varno, sploh pa
za invalida, ki je nemočen, je to težko. Ja, posebej, da bi šla sama, se razume, jasno, brez spremstva ne bi nikakor šlo, ampak... Jaz sem 10 let bila Španija je moj drugi dom. Prav, si že Ja, prej omenila, ja, hodila. da te bomo Kaj? videli na kakšnem španskem maratonu, ja, sklepam, ja, slejko prej. Štefka, to sem te hodil še vprašati, poznaš še mogoče kakšnega drugega tekmovalca na vozičku, ki ima kakšno podobno ali pa slično diagnozo, pa se tudi udeležuje kakšnih tekaških prireditev v Sloveniji, takih ni ravno veliko za videti. Na Ljubljanskem maratonu je bil en znamenit gospod, ki je imel tistega, mislim, da maskoto bika, nekaj takega na vozičku, pozabil sem njegovo ime, no, ampak v ostalih se pa ne vidi kaj dosti. Ampak on ima tisto prilagojeno, gled, tole ti košulski kolinara, to gre Tisto je kot tekmovalni, avto. tako, ja, tako. Ne, oni imajo te prilagojene, on se ne utrudi, kako ti ne rečem, ne utrudi, zato ker voziček njega pelje. Ne? Jaz pravim, ti moraš neki trud dati, ne? Glej, to je ravno tako, če bi dali kategorijo za invalide, pa stisne gumb, pa gre. Glej, kaj si s tem naredil? Nič. To za mene ni. Glej, ti moraš nekaj vložiti, nekaj dati in to je to. No, ti vsekakor, Čeprav je lahko za njih, ampak ne more se istovetiti z tabo, ki uporabljaš roke, ki res izstisneš tisto maksimalno, koliko se da res. Zdaj sem vmes, ko si dole govorila, sem na hitro pogledal, Zdravko Strajnar je ta tekmovalec, on ima tisto znamenito maskoto, Zdravko Strajnar, ja, bom dal tudi link, ja, tega njegovega nastopa, on je bil kar zadnja leta, ga nisem več potem videval, ampak najbrž še tekmuje. Štefka, povej mi... Viš, to pa ne poznam. Jaz poznam onega drugega, on je blondni, ko je, taki blondni je, pa čiki katno ime. A Marko Sever, misliš, da on je tekmovalec, ki je tudi zmagoval v Radencih in v Ljubljani, ko so imeli enkrat tudi kategorijo, se mi zdi. Kako je ime? Marko Sever? Ne. Tega tudi ne poznaš. Ja, to je kategorija, mislim, da teh ročnih, teh vozičkov, ja, kjer ležiš in potem handbike se reče temu, ja. Handbike, ja, ampak... Tako je. To je druga kategorija, seveda. Oni imajo tista velika kolesa, gled, to leti ko Mati Marija, samo jaz ne moram, jaz imam čist prilagojen voziček, ki je računalniško voden na mojo moč rok, zato ker moje roke niso gibljive, tako kot tako, kot vse ostale. Niso tako tvoje, moje so hrome na polovico, na dotik se čuti, ampak vse tisto, glej, isto noge, ampak glej, to je misija nemogoče tudi za zdravnike, glej, sem prototip Slovenije, pravim, ampak vseeno, glej, jaz uživam v tem, glej, meni to pomaga. Ja, si tudi, res si zgled, si navdih za marsikoga, tudi normalno hodečega tekača in gibalca, da se spravi. Ti je kdaj kdo rekel, Štefka, res si bila tak spodbuda, si motivacija tudi zame, da sem se spravila v tek, v gibanje. Najbrž je veliko ljudi, ki te vidi in si reče, če Štefka lahko hudirja, se pa tudi jaz lahko spravim nekam. Ja, to mi piše, to mi pa res. Če ona zmore, zmorem tudi jaz. Res. To je ena motivacija, en moto, pa to vem zdaj, ko sem bila na Bledu, glej, ljudje, ko sem jaz šla, neverjetno, glej, ob cesti, glej, res. Pa si, ja, ona vsako leto pride. Si odlična sogovornica, hitro je minila več kot ura najnega pogovora, super je bilo tole. Daj mi povej, velikrat si zdaj že med pogovorom omenila, kaj bi si prvo še želela, imaš neizmerno voljo, moč ti daje pač tudi to, da nastopaš, da napreduješ v nekem zdravstvenem vidiku, zdravstvenem stanju in tako naprej. Ampak Štefka, evo, za konec eno vprašanje, ja, rekla si,
Na spletu najti tudi dokumentarni video, ker ti peleš novinarje po mestu, po Mariboru in jim kažeš arhitektonske ovire za vas invalide. Prej si že rekla, da bi si želela, da je bilo to zadevno zadeva moče malo bolj invalidom prilagojena. Rekla si, da bi rada imela tudi dvigalo v bloku, pa mogoče malo boljši tekmovalni voziček. Kaj si še želiš, recimo, da bi bilo tvoje življenje in tekmovalni nastopi malo bolj olajšani in lažji? Prvo kot prvo je dvigalo. To je moja svoboda. Glej, nisi odvisen, da nekdo prije po tebe, ker jaz sama ne morem iti. Moram imeti spremstvo, slučajno, da mi zdrsne in noga klecne. Glej, dvigalo, to je moja svoboda. Svoboda v svet, svoboda samostojnosti, svoboda, glej, nič druga, to mi največ pomeni to. Dvigalo. Voziček tekmovalni, kako naj rečem, tudi je želja, ampak najbolj pomembno v mojem življenju je, da imam dvigalo. Jaz sem v 3. nadstropju pa pol, jaz moram vsak dan 100 stopnic prehoditi, ne moram iti tako drugi, da kosilo poješ doma, jaz ga moram veni, ni tiste svobode, da lahko greš, malo počivaš, potem greš ven lahko. Jaz dejansko sem od jutra do večera ko izbeglica, kako se temu reče, ampak meni ni dolg čas, jaz imam ogromno prijateljev, na vse zadnje sem bila v taki službi, da meni to ni težko komunikacija, pomagam ljudem, rada bi jim, vse so mi rekli tudi, jaz sem bila tudi med drugim predlagana za svetnico v Mariboru pred 4 leti pa pol. Ampak jaz pravim, boriti se moramo za svoje pravice, invalidi, težko je to življenje, težko mi je zdaj gledati invalide, ki so propadli dejansko, ki dejansko so nula zaradi covida, ki se smilijo sami sebi, ampak jaz pravim, ne bodi favšen meni, ker jaz vsakemu rečem, glej, če zmorem jaz, zmoriš tudi ti. Samo razmisli v tvoji glavi, poskušaj, idi. Probaj. Ne se zapirati. Glej, jaz sem si dala kabelsko televizijo, jaz televizijo sploh, glej, kabelsko, ker je bil covid, smisla, sem pa pri televiziji pa gledala tote limonade, pa glej, ni časa. Jaz grem fitness, grem plavat, glej, in to je to. Jaz sem celi dan kako naj rečem, športam, no. To, Štefka, to, odlično. Pa veš kaj me najbolj pogrešam, da gob ne morem nabirati. Na to željo se ti mora enkrat tako ali drugače uresničiti, če takoj naprej. Veš, ko imam svoje štatle, jaz na Pohorju, glej, Pohorje je bil moj drugi dom, glej, jaz sem vsako soboto šla 30-50 kilometrov peš, ali s kolesom, ali bilo kak, ampak jaz prav vidim zdaj, če ti odkrito povem, vidim ličičke, kje rastejo. Vse je smešno, ampak glej, jaz jih vidim, ker noben ne ve za te štatle, ker moraš malo plezati, ampak ko priješ pa rumena barva, glej. Bravo. No, evo, če bom kdaj v Mariboru, pa če me zamika nabiranje gob, jaz se bom glasil pri tebi, pa greva skupaj pogledati, kje so lisičke. Ne, ti se moraš meni absolutno oglasiti, če si boš upal. Letos se še vidimo na marsikateri tekaški prireditvi. Si prava ambasadorka teka, dobre volje, zagretosti, za gibanje in za življenje. Jaz se ti zahvaljujem na tem mestu zdajle, dragi gledalci in poslušalke.
Gledalke in poslušalci, to je bila 106. epizoda podcasta Zagret za tek z mano, neverjetna Štefka Vegan iz Maribora. Še nekaj mi povej, koliko časa ste lansko leto praznovali tvojo 60-letnico? 1 mesec. To, bravo, Štefka vse dela na polno. Hvala ti še enkrat, Štefka, za tvoj čas. Veš kaj, jaz sem decemberski, jaz sem strelec, potem prvo je bil Parkel Miklavž, Dedek Mraz, Božič, Štefanovo, Štefka, rojstni dan, novo leto, gledaj. Cel kup praznikov, ja. In to 1 mesec, gledaj, bomba. Bomba. Štefka. Ja, moraš, gledaj, 60, ni vsak dan, pa še veš, kaj sem dobila? Medaljo. Povej, kakšno? Medaljo. Za 60 ko. Ja, medalja pa vgravirano not 60 let. To je to. Od tekačev, glej, ko sem najmanj pričakovala, glej, ko so se vsipali, pa kaj si ti nor. Ko so meni dali to medaljo, če okoli vrata, ti bi sliko poslala, glej, ne moreš verjetno, res. Bravo. Res. Potem pa smo imeli one igre, to je bilo sicer vsak dan na programu, ne, tiste liske vleči, pa en povleko, pa je šel koliko ura, pol 1 zjutraj, da more v gatah laufati okoli pošte. Jaz pa okoli pošte, tam pa je policija, ne. Pa oni vedno pa laufa. Pa prileti tu do bloka policija, pa z lučko za njim. Prije note, ne, pa pravi, mene policija robi, se nekaj, valjda, še sem gata po polnoči. Veš, kot smo se smejali, pa to ne moreš verjeti, res, to je bilo nepozabno, res. Vrhunsko, res. Vrhunsko. No, Štefka, evo, to je vrhunski pogovor je bil tole. Jaz ti želim še mnoga desetletja uspešnih tekaških nastopov, da se kmalu seveda vidimo, pa na Stravi seveda spremljamo tvoje podvige in tvoje, rekel, vsakodnevne kilometre. Hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo. Pozdrav v Maribor. Lepo se mej, lep pozdrav na Štajersko. Adijo. Čau, lahko noč. Čau. Adijo.